Lepo zdrav, Mihael tukaj. Danes imam zate čudovit video, ki ti bo res všeč. Ker v njem bi ti rad povedal 5 točk, 5 znakov, 5 indikatorjev, kako veš, da si ti zemeljski angel. Zdaj boš mogoče rekel ali pa rekla, joj Žmahar, ni to malo preveč drzna trditev zemeljski angel. Niso angeli neka visoka svetlobna bitja, ki pripadajo nekim civilizacijam, ki so polne ljubezni in svetlobe. So. Ampak imamo ljudje možnost na zemlji, da kanaliziramo njihovo zavest. Da smo nosilci njihove zavesti, pa ne samo angelske zavesti, ampak tudi zavesti vseh visokih energij, civilizacij, drugih zavesti. In jaz tem ljudem, ki nosimo na zemlji neko poslanstvo svetlobe, ki nosimo na zemlji neko zavest visokih civilizacij, pravim kar zemeljski angeli. Tako da danes bi ti rad povedal, kako veš, da si ti zemeljski angel. 5 znakov, 5 indikatorjev, po katerih prepoznaš, da si ti eden ali pa ena izmed zemeljskih angelov, angelčic. Okay. Prvi znak je, da izbiraš načrtno svetlobo zase. Kaj za to pomeni? Ljudje na planetu Zemlja naredimo na tisoče izborov v življenju. Mi moramo skozi zbirati. Zbirati moramo, katero vrsto hrane bomo jedli v neskončni ponudbi hrane. Zbirati moramo, katero vrsto informacij bomo poslušali v neskončnem polju informacij. Zbiramo ljudi, s katerimi se bomo družili v neskončnih množicah ljudi. To se pravi, res veliki izbor vseh vrst imamo ljudje na Zemlji. Ampak vsi ti izbori oziroma vse te sestavine, vse te naše okoliščine se nekako delijo v 2 pola. Eden pol je svetlo in eden pol je temen. To se pravi, tiste okoliščine, tisti izbori, ki jih ti narediš, ki ustvarjajo, manifestirajo, zdravijo, spodbujajo in ti omogočajo boljše, lepše življenje tebi in vsem okoli tebe, so svetlobni izbori. In tisti izbori, ki degradirajo, uničujejo, ponižujejo, zaustavljajo, so pa temni izvori. To se pravi, ljudje imamo vedno na voljo, da izberemo ali svetlobo ali temo, ali imamo svetlo hrano ali imamo temno hrano, ali imamo prijazne ljudi okoli sebe ali imamo toksične ljudi okoli sebe. In zemeljski angel načrtno za svojo zavestjo izbira svetlobo. To je prva točka, načrtno izbiraš, da so tvoje sestavine, tvoje odločitve v življenju svetle. Prva stvar. Druga stvar, imaš željo, notranjo željo po razvoju duhovnih moči. Veš, da je nekaj več od tega, kar je očitno na planetu Zemlja. 3D svet fizičen sam po sebi ti ni dovolj. Veš, da je v ozadju, da so neke energije, ki upravljajo svet. Veš, da so neke sile, ki so močnejše od tega, kar so nas drugi naučili. Veš, da obstajajo potencijali, ki jih mnogi ljudje nikoli ne izrazijo in se sprašuješ o tem. To se pravi, načrtno razvijaš svojo bioenergijo, samozdravljenje, razvijaš alkimistične sposobnosti, poskušaš upravljati elementale, se pogovarjaš z višjimi duhovnimi frekvencami, razvijaš talente, kot so jasnočutnost, jasnovednost, zanima te magija, zanimajo te energijske vede, katerih na planetu Zemlja človeštvo še ne pozna. Oziraš se v nebo in se sprašuješ, katera civilizacija je tista zvezda, ki sveti tam gor, zakaj ljudje po noč astralno potujemo, zakaj sanjam to, kar sanjam, zakaj se spominjam stvari iz neke preteklosti, katerih nikoli nisem doživela, zakaj se mi deja vu ponavlja. To so ta močna duhovna vprašanja, ki nas v bistvu spodbujajo, da na zemeljski ravni razvijamo duhovne moči, s katerimi prihajamo v stik s svojo dušo, s katerimi prihajamo v stik s svojimi energijskimi potencijali, z izvorom svoje duše. Če se sprašuješ, če imaš željo, tendenco po razvoju teh moči, potem si definitivno zemeljski angel, potem definitivno tvoja zavest, tvoja duša prihaja iz ene izmed zvezdnih, magičnih, čarovniških civilizacij, odkoder prinašaš ta spomin, da je nekaj več na tem planetu. To je bil drugi znak. Tretji znak je, da načrtno ustvarjaš svetlobno zapuščino. Kaj za to pomeni? To pomeni, da veš, da imaš svoje življenje. Veš, da imaš pred sabo nekih 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 let življenja. Veš, da boš v tem življenju nekaj ustvarila in si želiš pustiti pozitiven pečat. Želiš si pustiti v tem svetu sled, zaradi katere bo ljudje imeli lepše življenje. Želiš pustiti neko zapuščino, nek legacy za sabo. Naprimer, to mi je zdaj sem jih v videu videl.
To je Kristina knjiga Nebesa ne pozabijo. To je moja knjiga Misionarka karizmatične prihodnosti. To je Nebesa pripoveduje, pismo Angela Varha. To so ene izmed najnih knjig, ki smo jih midva dva napisala. In to je del najne zapuščine. Nekoč nekdaj, ko bomo midva dva zapustila zemeljski svet, bomo vedela, da smo na tem planetu napisala na desetine in desetine dobrih knjig, ki ljudem pomagajo najti boljše življenje, mir, dajo odgovore. In to je del najne zapuščine. In zemeljski angeli puščate za sabo zapuščino, ki je svetlobna. Gradite stvari, zaradi katerih imajo ljudje lepše življenje. Prinašate informacije, zaradi katerih imajo ljudje globlje razumevanje. Urejate stvari, sadite drevesa, gradite organizacije, ki skrbijo za lepši svet. Razvijate manifestacijsko svet v pozitivno smer. In to je to, ker veliko ljudi naprimer, ne ustvarja zapuščine. Gleda tisto minimalno, kar zase rabijo in nič ne puščajo sledi za sabo. Tudi nekateri ljudje žal, ko umrejo, čez par let vsi pozabijo, da so kadarkoli živeli. Ampak to, da ti ostaneš prisotna v zavesti ljudi na planetu skozi zgodovino, skozi desetletja in da tvoje življenje je tako veliko in svetlo, da z njim spreminja še naslednje generacije, ko tebe ni več, to pa lahko samo zemeljski angeli naredijo. Na pozitivni način seveda, ne? To je tretja točka. Četrta točka, vidiš širšo sliko. To pomeni, ne vidiš samo tistega svojega življenja, kaj ti rabiš jesti, kaj ti rabiš zaslužiti, kaj ti hočeš, da si srečen, srečna, kaj se tebi osebno dogaja, ampak lahko vidiš cel sistem, lahko vidiš družbo, lahko vidiš te širše posledice svojega delovanja, sposobna si v svoje delovanje zaobjeti tudi dobrobit ne samo sebe, ampak ljudi okoli tebe, narave, živali, to se pravi, tvoje poslanstvo, ki ga ti upravljaš, zaobjema tudi širše dobro, zaobjema, da je svet okoli tebe zdrav, ne samo ti, zaobjema, da se živali dobro počutijo, ne samo tvoj pes ali pa mačka, ki ga imaš doma. To pomeni, da vidiš širšo sliko, ker včasih na tem planetu manjka ljudi, ki vidijo širšo sliko. Egoizem na planetu Zemlja se je tako močno razvil v zadnjih letih in mnogi ljudje, ki bi lahko spremenili svet, ki bi lahko naredili pozitivne spremembe, samo za svojo zadnjo plat skrbijo in samo gledajo, kaj lahko oni dobijo in na ta račun degradirajo mnogo ljudi in bitja okoli sebe. To je tudi razlog, zakaj narava propada. To je tudi razlog, zakaj mnoge živalske vrste zginjajo. To je tudi razlog, zakaj je toliko ljudi lačnih na svetu. Eden izmed razlogov, seveda, ne? Teda, če se ljudje naučimo videti širšo sliko in če smo načrtno gledamo širšo sliko, potem lahko spremenimo stvari. Ker moramo razumeti, da smo mi samo en majhen kolešček v celotnem kolesju. In mi moramo celotno kolesje razumeti, če hočemo poskrbeti, da bo svet deloval. In če to gledaš, je to eden izmed močnih znakov, da si zemeljski angel. In peta točka, postavljaš si duhovna vprašanja. Postavljaš si duhovna vprašanja. To so vprašanja, kdo sem jaz v resnici, kaj je moj namen na planetu. Samo da ne verjameš, da je vaš tvoj namen na planetu samo da preživiš življenje in da ješ in da ostaneš zjutraj in da greš nekaj delati in da greš spat in da se v petek podružiš s prijatelji. To ni samo tvoj namen. In zemeljski angeli si postavljajo te širše namene, zakaj se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Kaj je point tega, kaj ta lekcija prinaša, kaj je naslednja razvojna stopnja mojega življenja, kaj je naslednja razvojna stopnja človeštva, kaj je naslednja razvojna stopnja narave. Zemeljski angeli poskušajo razumeti stvari na drugačen način, zato si postavljajo vprašanja, ki si jih mnogi ljudje ne postavljajo. Tudi, naprimer, moj video danes, namen tega videa je, da vam postavim razmišljanja v glavo, vprašanja, zaradi katerih boste vi začeli mogoče neko svojo svetlobno identiteto odkrivati. To je namen zemeljskih angelov. Včasih priješ k meni na tečaj, pa ti postavim vprašanje, ki te čisto šokira, ali pa te včasih znervira, ali pa te včasih čisto pusti brez besed, zaradi tega, ker to pač počnemo ljudje, ki dvigujemo zavest. Tako da, to je 5 indikatorjev, kako veš, da si zemeljski angel. To je 5 indikatorjev, ki kaže, da imaš nek višji, širši namen na planetu Zemlja. Zdaj pa tvoja naloga, da ta namen zavestno začneš upravljati, da ne živiš življenja avtomatsko v skladu z naučenimi prepričanji, da ne učiš življenja kar monotono in fijakarsko samo od sebe, ampak da zavestno te principe, o katerih smo zelo na hitro govorila, vneseš v svoje življenje, da ustvariš potreben leadership, da ustvariš potrebne projekte, da ustvariš potrebno zavest in da načrtno ustvariš tisto, kar čutiš, da moraš ustvarjati. Zato bi te rad danes povabil
na 3 tečaje, ne rabiš na vse 3, enega si izberem, ampak rad bi ti povedal, katere 3 stvari imam zdaj v oktobru, ki lahko popolnoma aktivirajo tvojega zemeljskega angela, tvojega light workerja v tebi. Prvi tečaj, ki začnem 3. oktobra, je tečaj modre alkimije. To je tečaj, ki te bo pustil brez besed. To so Atlantisove kode upravljanja resničnosti in delali bomo stvari, kakršnih še nikoli do zdaj nismo delali. Kako ukrivljati čas, kako spreminjati namembnost materije, kako poskrbeti, da se nek dogodek spremeni, da se namen dogodka spremeni, kako ukrivljati resničnost in jo usmerjati v skladu s svetovnimi vrednotami. Tečaj brez besed te bo pustil. 4. oktober, če te kliče tvoj notranji lider, tvoj notranji voditelj, ne hoče svojo auro, karizmo, vrednotami spremeniti svet in ga postaviti, tako da je prav Atlantis Master, program modernega voditeljstva. To je fantastičen program, kjer te bom peljal čez drill, osebnostni, karakterni, duhovni, kjer se boš zbildala v voditelja, ki bo lahko naredil v življenju karkoli bo hotel. In 10. oktober je pa šola za lightworkerje, je pa tečaj, ki bo odprl srčno čakro in ti pokazal, kaj je lightworking, katera duhovna bitja delajo z lightworkerji, kaj ima vlogo pri tem Lady Gaia, katera so orodja lightworkerjev, kateri so procesi, cikli lightworkerja, kako Sirius dela z lightworkerji. To je pa tečaj, na katerem so ljudje sem tako heart touched. Tako da, glej, pejt na spletno stran www.potovanjeduše.si, izberi se enega izmed tečajev, ki te pokliče, aktiviraj zemeljskega angela, pridruži se mi to jesen in skupaj lahko spremenimo svet na boljše. www.potovanjeduše.si, veselim se, da se vidiva tako ali drugače in te lepo pozdravljam. Čau!